Renato Lukač se je rodil v Murski Soboti. Po soboški gimnaziji je študiral fiziko na tedanji fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, po diplomski študij pa je nadaljeval na Dunaju, kjer je doktoriral leta 2000. Potem je bil 2 leti na postdoktorskem delu na Univerzi Warwick v Veliki Britaniji. Na gimnaziji Murska Sobota poučuje fiziko, na soboški višji strokovni šoli za informatiko pa predava programiranje in vzdrževanje sistemske programske opreme. Dejaven je pri uvajanju odprtokodne programske opreme in sodobnih tehnologij v učni proces, v astronomiji in raziskovalni dejavnosti. Posebno pozornost namenja osveščanju varne rabe interneta in delu z nadarjenimi dijaki, s katerimi dosega mnoge uspehe. Pomurski akademik dr. Renato Lukač je od samega začetka fejs aktiven v Pomurski akademiji, tudi v organih PAZU-ja, je predsednik nadzornega odbora. Po drugi strani pa je eden tistih, ker živi in dela v Pomurji, v Soboti. In zavolo toga je njegova sled in pečat toliko širši pa globši. In še toliko bolje, zato ker je pa bil protagonist, resen, veliki protagonist pri nas na področju računalništva. Po izobrazbi je fizik, je doktor fizike in mogoče glih zavolo toga je lejko kakšne stvari videl z ene druge strani, kot če bi bil profesionalni računalničar. No in njegova raziskovalna dejavnost je zavolo toga tudi dokaj širka. In zdaj na gimnaziji pa na višji šoli se srečavlja z učenci, dijaki, študenti različnih interesov. In glih zavolo toga je imel priliko tudi videti, kako pa delati s tistimi, ki ščejo nekaj več, ki ščejo dodatne vere, ki ščejo en nadstandard, torej, ki so nadarjeni za nekšno področje. In gvišno s takšnimi ljudmi treba delati po eni strani fejs strokovno, po drugi strani pa seveda tudi z velikim občutkom, da se te njihovi potenciali resen dobijo priliko razviti. In pomurski akademik dr. Renato Lukač se je toga lotil fejs uspešno, tudi v povezavi z enim projektom slovenske države na tom področju. In resen vabljeni, ka poglednemo, ka se na tom področju končno nekaj začne tudi gibati v pravo smer. Prispevek predstavlja delo z nadarjenimi dijaki na področju fizike in astronomije na gimnaziji Murska Sobota. Opisuje stanje glede sistemske podpore Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo tej dejavnosti. Podrobneje seznanja z aktualnim projektom ministrstva, s katerim se vpeljujejo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija preko razvojnega središča talentov podporne dejavnosti nadarjenim dijakom na določenih srednjih šolah. Izpostavlja sistemsko delo in spremljanje napredka s preverjeno nadarjenim dijakom, ki je dosegel vrhunske rezultate na tekmovanjih iz astronomije in na maturi iz fizike. Raziskave Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti so pokazale, da nadarjeni dijaki nočejo biti posebni, želijo si posebnega dela. Od sošolcev se ne razlikujejo po motivacijski strukturi, ampak po intenzivnosti izraženih motivacijskih elementov. V razvoju nadarjenih dijakov so pomembni tudi njihovi mentorji. Želijo si mentorjev, ki so strokovno kompetentni, znajo prisluhniti dijakom in imajo smisel za humor. Cenijo sproščenost mentorjev, njihovo dostopnost, energičnost in prijateljski odnos. Pri nadarjenih dijakih je nujno razvojno pojmovanje, ki vodi k želji po učenju. Posledično taki dijaki sprejemajo izzive, premagujejo ovire, obvladujejo napore in sprejemajo kritiko. Uspehi drugih so jim zgled in inspiracija. Danes vam bom povedal nekaj o delu z nadarjenimi dijaki. Prej smo že slišali, da so tudi filozofi znali skrbeti za svoje nadarjene takrat. Mi pa danes tudi nekako se prebijamo skozi ta šolski sistem in poskušamo čim bolj, kot se pravi, pocartlati ta najboljše. Sam šolski sistem nudi nek poenoten nabor znanj, veščin, intelektualni razvoj, pa tako dalje.
vendar skozi ta šolski sistem se potem nekako razlike večajo med posameznimi otroci in zato starši vedno stremimo tudi za tem, da bi čim več ponudili svojemu otroku izven šole. Vendar to je potem povezano z denarnimi sredstvi pogosto. Ti denarni vložki so lahko tako, začnejo se pa par 10 evrih, grejo v 100, 200, 300, 400 evrov mesečno. Ja? Tako da ne boste tisti mlajši izgubili volje do produkcije ali da bi poskrbeli za nas, ampak to zna biti zelo vrtoglavo. Celo se zgodi, da kakšen vikend prodajo ali kaj starši samo zato, da omogočijo nek razvoj svojemu otroku. So skratka tukaj zelo žgečkljive zadeve. Torej, možnosti so omejene, dostikrat je še potem problem to, da otroke silimo v nekaj, kar oni več nočejo, mogoče so v začetku pokazali interes, potem pa jih mi na silo potiskamo, ja pa moraš končati glasbeno šolo, če si začel, zdaj boš pa hodil 6 let ali koliko je že. Tako da zelo je treba biti tukaj previden. No, nekoliko, jaz bi rekel, bolj prijazen je pa ta šolski razširjen program. Ta razširjen program, recimo v srednjih šolah, je pa že bolj tak, tukaj se starši redko kdaj vmešavajo, dijak se sam odloči, kaj bo delal, v katerem krožku bo hodil, katere priprave bo vzel za tekmovanje ali na katero ekskurzijo bo šel, doma samo morajo še plačati kvečemu. Prevozni strošek pa nastavitev, tukaj so potem spet seveda problemi, če so kakšne ekskurzije zelo daleč, na zahodno Evropo ali pa celo še dlje. Ampak nekako se mi zdi, da je ta del potem že bolj sproščeni v srednjih šolah. In zdaj še imamo zadnjo zelo popularno motivacijo stebre. Mi, ki smo v šolstvu, gradimo stebre, tretji steber je to, tako da smo nekateri že prišli skoraj do konca, zdaj do Božiča, tako da nam ni treba več delati potem do septembra praktično, ker imamo bonus ur izpolnjen po standardih. Kot sem pa že omenil strošek, pa potem samo ostane še to, kar je minorno navadno. Ne smemo pa pozabiti, da ta razširjen program nas tudi nekako zavezuje, da skrbimo za dijake, ki imajo učne težave, tiste tudi ne zanemarjamo, to je jasno, in da je vse več nekega dela preko teh elektronskih medijev, preko različnih klepetov, e-mail pa tako dalje. Ta support navadno pozabljamo, da oni lahko za tekmovanje ti pošlje nalogo, je pravilno rešena, ni pravilno, ali pa to, kje bi našel rešitev, ali pa tudi zapisno nalogo, zadnji večer pošljajo vprašanje, je ta naloga zdaj dobro rešena, bomo s tem jutri skozi prišli, ali pa celo tako drzna vprašanja, a bo ta naloga jutri v pisni, vse živo se pojavlja. Pa potem so seveda posebne potrebe dijakov, kateri se spet posebej posvečamo, pa tudi kakšne stojine dijake imamo. Zdaj pa, če smo pri nadarjenih, o čem želim govoriti, je tako, kaj je nadarjene? Eni pravijo, pa vsak je za nekaj nadarjen, vsak ima za nekaj talent ali kakorkoli že temu rečemo. Na ta spolska tla jaz ne bom šel, ker si ne upam, da bi definiral. Nekaj, kar sem slišal, zdaj je bil dvodnevni posvet v Radencih, ravno za delo z nadarjenimi. Tam so tako rekli, ko se mi je zdelo nekako normalno to, izjemen, bistveno boljši od večine, ta definicija je bila. Potem so tam kazali seveda krivulje, imamo namreč inštitut, ki se ukvarja s podporo nadarjenim pa tako dalje. Jaz bi rekel tako, izjemen, bistveno boljši od večine, pa če sem iskren, jaz se sploh s tem ne ukvarjam, če ima status ali nima, če je nadarjen na papirju ali kakorkoli. To je bolj tako, da se formalizirajo ene zadeve. No, tam so tudi rekli, da nismo vsi nadarjeni, ampak imamo svoje močna področja, pa tako dalje. Nekaj se mi je zelo dopadlo, tudi ko so izpostavili tam, ta slajd je zdaj zadnjo noč nastal po tem posvetu za to. To se mi je dopadlo, ko so rekli, da je treba paziti, da jih ne peljemo v nek rigiden sistem, ampak oni tam pravijo, da mora biti fleksibilen sistem, ki spodbuja neke dobre
strani mladostnika. O tem bom še povedal. Pa to opozorilo se mi je tudi zdelo zelo na mestu, da otroci niso pomanjšanje odrasli. Ne vse, tu zdaj večkrat boste videli kakšne slikice gor, ko mladina oziroma otroci poskušajo posnemati vizualno in tudi drugače, oni ne morejo biti tako kot mi, da bi samo, oni morajo iti, kaj je pomembno, oni morajo iti skozi celi sistem, da se pravilno razvijajo potem v vrhunske. In tukaj je pomembno okolje. Okolje je zelo pomembno in pravi mentor. To so pa zdaj tiste zadeve, katere so tudi tako izpostavljene. Izzive morajo sprejemati, ne da on dobi papir, da je nadarjen, pa samozadosten, pa potem pravi, jaz bom pa to tako delal, jaz vem, da do tukaj je moja meja, pa gremo. Meni je všeč to, ko Mičo večkrat pove, moraš si zadati veliki cilj, pa potem se trudiš, pa boš ga vrag, ko ga ne bi dosegel, če se fejst potrudiš. Če praviš, jaz bom dosežel, pa gotovo, to dosežeš, znaš, ka imaš papir za to, ali pa si sposoben, to je pa tako. To se mi ne zdi, in tu so različni principi in tukaj je mentor zelo pomemben, tisti, ki ima to interakcijo z mladim. Pa še nekaj je zelo zanimivo bilo izpostavljeno, ko so delali evalvacije s temi nadarjenimi, oni nočejo biti izpostavljene. Oni želijo biti kot vsi ostali, oni so ne nič posebnega, ampak oni želijo posebno delo, ko se z njimi posebej dela, ne pa, da so zdaj oni ne vem kaj. In še mogoče za tiste, ki ste na fakultetah pa na inštitutih, da ko jih boste dobili, mene je to tudi presenetilo. Dobro, pomembno jim je pri mentorju, da je strokovno kompetenten, da znajo, da nekoga imajo, ki jim bo znal strokovno res dobro pomagati, ampak takoj na drugem, tretjem mestu sta pa sproščen odnos, prijateljski odnos in humor. Ne vem, če bomo morali postati jokerji ali kakorkoli, ampak to je bilo izpostavljeno, da oni si želijo imeti mentorja, ki ima smisel za humor. Zdaj, na srednjih gimnazijah, zdaj srednje šole, jaz bom zdaj začel za gimnazijo govoriti, na gimnazijah je poplava nadarjenih, to jih dobiš, pa jih je, zdaj pri nas konkretno jih je približno 60%, malo gor, malo dol. 60% jih pride identificiranih s papirjem z osnovne šole, da so nadarjeni za to področje, za ono, za tisto. Zdaj, kako to zdrži, ne vem, lahko pa povem podatek, v gimnazije se vpisuje v naši regiji 23% populacije z osnovnih šol, pa te vidite, ka ni to ta grozna številka, če pomnožite te zadeve, takoj pade številka. Zato pa na drugih šolah, strokovnih ali pa kakšnih drugih programih, jih ni toliko nadarjenih. Jasno, to je tudi bilo tam na posvetu izpostavljeno. Kako naj jaz delam z nadarjenimi, če jih imam samo par, kako se naj izživim? Dobro, pač gimnazija ima to srečo, da jih ima dosti. In zato so začeli tuhtati, kako pa zdaj te zadeve rešiti, če jih tako dosti jih ne moreš vse vlečiti naprej. Na gimnaziji 2 jih je 80% celo v Mariboru, in zato so si izmislili posebej nadarjene zdaj, ali pa najbolj nadarjene. In nove te zadeve, ki se zdaj nanašajo na te posebej ali pa preverjeno nadarjene, tisti, ki so dosegli ne vem kakšne uspehe že prej, lani, predlani. Zdaj pravimo, da se premalo vlaga v te nadarjene, to ni res, vlaga se dosti. 25 milijonov letno za Zoisove štipendije, to je denar za preverjeno te nadarjene. Zdaj, kako se pa ta denar porabi? Jaz ga dan, ne vem, njemu, kaj naredi s tem denarjem, če ga zalumpa, ali si kupi moped, ali računalnik, ali strokovno literaturo, ali gre nekaj na ekskurzijo, to pa ne vemo, te evalvacije ni. To je en velik problem. Potem so tukaj tekmovanja, raziskovalne naloge, tako dalje. Dela se marsikaj, samo ni prave te evalvacije. Imamo sicer program dela z nadarjenimi, ki je pa zelo, zelo star. Tako da tukaj je nekaj, kar ni, samo jamranje zdaj na tem slajdu, ni tega, ni tega, ni tega. In zato so na Zavodu za Republike za
za šport, šolstvo ali kaj je že, glavno ta zavod, so imeli en projekt, da te zadeve uredijo malo, ta se je več ali manj končal in potem je ministrstvo temu jamranju prisluhnilo in razpisalo 2 milijona sredstev, katere so potem razdelili na 2 regiji, vzhodna pa zahodna kohezijska in za nas vzhodno skrbi druga gimnazija. In ti bi naj skrbeli zdaj za sistemsko uvajanje, da bi se v par letih, še v 3 letih, te zadeve nekako postavile na svoje mesto. In tu oni imajo javni poziv, na katere se šole prijavijo in lahko mi svojo to delo z nadarjenimi potem ta nekako uveljavimo. In jaz sem se prijavil z dejavnostjo astronomija z enim dijakom, rabil sem pa imeti preverjeno, enega dobrega. In sem se s tem prijavil in smo dobili pač določen denar, katerega smo lahko porabili za delo, del moje plače, uro ali 200 se noter dali, prevozne stroške, neke materialne stroške, mi smo celo nekako zapakirali, da smo en teleskop v ceni kupili, tako bolj priročen in jaz sem vozil potem dijake, tudi drugi so se važno je to ni bilo samo za njega, potem se je tukaj kar množica zraven dodala, drugih dijakov, tu so zdaj, ni skrivnost, da je to Mario Pezer, zraven so se pa dodali drugi, celo sosednje šole, en dijak, ki je bil zelo dober, je prišel zraven. Mario je potem že celo sam predaval na taboru astronomskem, pa bil asistent pa tako dalje. Navadno sem tak, pa ne povem, tak pa tak so dobri, zdaj pa imam to v glavi, da vam moram povedati. Dobil je zlato priznanje, tukaj pa šel je na Sankt Petersburško olimpijado astronomsko, pa kvalificiral se je za to, kaj je slovensko, v kvalifikacijah je sodeloval za slovensko olimpijsko ekipo, pa potem čist malo mu je zmanjkalo. Pa bil je med 4 najboljšimi dijaki mature v Sloveniji pri fiziki, 4 so dosegli 99 od 100 točk, on je eden od teh. Njegov prijatelj Adrian je pa bil diamantni, eden od 13 diamantnih maturantov. Evo, tako, dobri so dečki. Še ena zadeva za te, kako bi rekli, zelo nadarjene dijake, tudi naš bivši dijak Darko Kolar, on je pa sodeloval tudi ves čas zlata priznanja, pa celo na olimpijado pa tako dalje, zdaj je že nekje 3., 4. letnik astronomije. On je pa recimo izkoristil to možnost, da je sodeloval v projektu Mladi upi. So druge zadeve, tudi komercialno podprte, tukaj je konkretno zavarovalnica Triglav zadaj stala, pa ni skrivnost, 5000 evrov štipendije, katero je preko šole potem porabil za nabavo opreme pa svoje dejavnosti pa tako dalje. Jaz bi še izpostavil sodelovanje z društvi, tukaj je velika rezerva, jaz dobro sodelujem z AD Kmica, pač zaradi takih okoliščin, kot so, in to se da zelo lepo preplesti to dejavnost. Društva se da zelo lepo, tu je kar nekaj slik s predavanj teh Kmicinih dogodkov. Čisto tako za zaključek, samo ne smemo pozabiti, ni samo nadarjenost to, da gre na tekmovanje pa tako dalje, moramo tudi njihove druge lastnosti spodbujati pa negovati, jaz pravim temu, kot je tukaj nekaj navedeno in skozi take dogodke, kot so tukaj, recimo, da jim vi date, da oni sami celo proslavo organizirajo, od A do Ž scenarij, izvedba pa tako dalje, TV oddajo svojo imajo, informativne dneve, krst fazanov, slovodma, to imajo vse oni prek in tukaj se tudi določeni nadarjeni lahko, to je važno, da oni dobijo priložnost, da se izkažejo. Pa te delavnice, festival pa tako dalje, tu vidimo naše dijake, ko se z ministrom spenjajo na nedavni otvoritvi gor, tukaj vidimo na festivalu znanosti, ko je bil zdaj septembra, da pomagajo pri izvedbi bograč, kuhajo na prireditvi. Ja, oni tukaj naravoslovni tabor za učence osnovnih šol, da spuščajo te rakete, tukaj vodijo po Bukovnici, to pa tako malo, ko grejo tudi nekaj na ekskurzije. Pa tudi takšne športne dejavnosti, vse živo se mora dati, ker vsak je pač unikat. Ste vedeli? Gimnazija Murska Sobota letos praznuje 100-letnico.
Poseben pečat ji dajo njeni nadarjeni dijaki. Uspehe nizajo na mnogih tekmovanjih, ki segajo vse do raznih olimpijad in na maturi. Adrijan Rogan je bil na zadnji maturi eden od 10 diamantnih dijakov v Sloveniji, ki so dosegli vseh 34 točk. Njegov sošolec Mario Pezer je na maturi iz fizike dosegel največ točk v Sloveniji.